Lep pozdrav. Zdaj, če bi jaz bila med vami tukaj, bi verjetno kateremu dala prvič roko. To mi je zelo žal, da še vas nisem prej spoznala. Običajno se beremo, danes pa res prvič priložnost, da lahko pred vami živo spregovorim in da lahko potem še v pauzi malo poklepetamo. Jaz bi tukaj, kot je že Matej omenil, evropske volitve, to so naša glavna prioriteta v tem letu in vse naše aktivnosti so usmerjene v to. Zato bi to priložnost tudi uporabila, da malo povem, kaj mi počnemo, oziroma da nakratko predstavim to našo kampanjo za evropske volitve. To kampanjo, ki je pravzaprav apolitična in ki ima en sam cilj in to je privabiti čim več ljudi na evropske volitve 26. maja tega leta. V Sloveniji na zadnjih volitvah je bila udeležba 24%, smo na samem repu lestvice evropskih držav, pod nami so samo še Slovaška, Češka in Poljaki. Drži, Hrvati so pred nami, ne? In zelo zaskrbljujoča pa je to udeležba mladih. Na zadnjih volitvah leta 2014 teh se je udeležilo samo 15% mladih. In tu govorimo o mladih med 18 pa vse do 35 let. In zato so te volitve oziroma sodelovanje z vami še toliko bolj pomembne. Tukaj letos jaz sodelujem že tretjič, oziroma vse skupaj sodelujem že tretjič v kampanji za evropske volitve. In pri tej kampanji bi 3 točke izpostavila, ki se mi zdijo ključne in ki se razlikujejo tudi od prejšnjih kampanj. Prvič, ta kampanja je proevropska. Mi se bomo tukaj koncentrirali predvsem na proevropejce in ne bomo poskušali prepričevati tistih evroskeptikov, ki tako ali tako ne verjamejo v Evropo. Preveč energije bi vzelo nam to, da bi prepričali, da je Evropa dobra stvar. Po drugi strani je pa toliko teh proevropejcev, na katere se bi morali osredotočiti, tako da to so naša ciljna publika. V Sloveniji je teh proevropejcev ogromno. In tem proevropejcem dodamo še en kriterij. To so tisti, ki so proevropski, ki se zavedajo prednosti Evrope, ampak ki ne grejo na volitve. In na volitve pa ne grejo zaradi takih zelo banalnih stvari. Lepo vreme je bilo, smo šli na morje, grdo vreme je bilo, smo ostali doma, imeli smo praznovanje. Šli smo na Štajersko, nismo vedeli, da se lahko tudi tam glasuje. In tu smo Slovenci na samem vrhu lestvice evropskih držav. Drugi. Pred nami so Nizozemci, sicer ne vem zakaj, ampak mi smo drugi, ki smo nekako, lahko bi rekli, malo leni. Če bi kdo prišel z nami z glasovnico, bi jo z veseljem obkrožili svojega kandidata. No, in mi se koncentriramo prav na te, v big abstainere, kot jih poimenujemo v Bruslu, ti, ki pač bi volili abstainera, tako rekoč. In v tej skupini so tudi mladi, predvsem mladi. Zavedajo se koristi, ki jim je prinesla Evropa, če mogoče ne takoj v trenutku, pa po pogovoru z njimi jim je bolj ali manj jasno, kako bi bilo, če bi zdaj bili nekje v Britaniji, kako bi izgledala njihova prihodnost, ampak ne grejo na volitve. Druga točka, od vrat do vrat. Tokrat res hočemo iti v vse regije, spregovoriti s čim večjimi ljudmi. To je tisto, kar res prinese ta dodaten odstotek, oziroma na ta način najlažje prepričaš ljudi, da je Evropa res dobra stvar. Vseeno v zadnjih letih, od leta 2004, od pristopa, se nam je življenje zelo dobro precej izboljšalo. Mislim, da večina spomni tistih časov, ko smo preko meje švercali banane, kavo, kavbojke, kako je bilo z potovanji takrat, Erasmusa ni bilo, vse kup je prednosti, ki nam je Evropa prinesla in smo jih kar hitro vzeli za samo po sebi umevne. To
tudi v vsaki regiji je cel kup projektov, ki jih je financirala Evropa. In to kar hitro pozabimo na to, da naredimo nič, postanemo pasivni. Zato je ravno ta, dajmo, spregovorimo, srečajmo se s čim večjimi, spregovorimo s čim večjimi posamezniki. To je ključnega pomena. Zato bomo zelo veseli, tudi kakšnega vašega povabila, z veseljem pridemo na obisk na vašo šolo in sploh pa v tistem delu, ko boste tudi izvajali kakšne dogodke, ki bodo evropsko obarvani. Tretja posebnost pa je, res novost pa je ta, da tokrat vključujemo ogromno organizacij, ki so postali naši partnerji, tudi mediji so postali naši partnerji in prostovoljcev. In to so pač ti, ki, mi smo tu majhna ekipa, mi smo tu ekipa 8 ljudi, oziroma 9, danes smo dobili novega Martina, ki tam zadaj. Skupina 9 ljudi, tu ne moramo kaj dosti narediti. In zato računamo tudi na pomoč drugih, ki verjamejo v Evropo, da po svojih kanalih, po svojih močeh izvajajo kampanjo za nas. In zato v ta namen smo tudi kreirali spletno stran aplikacijo, ki jo verjetno večini že poznate, tokrat greenvolit.eu. S tem, ko se pišete v to aplikacijo, nekako se zavežete, da boste šli na volitve. Hkrati pa, kar je zelo zanimivo za te mlade, lahko označite, da boste naši, da bi sodelovali z našo pisarno. Da bi sodelovali kot neke vrste prostovoljci. In teh imamo zdaj kar že veliko. Andrej, ki je tam sadaj in bo kasneje govoril z vami, on je tak, ki tudi koordinira. V šolah, no, to bi še povedala, na tej spletni strani imamo Slovenci že skoraj 11,000 registriranih. Večina mladih, večine smo dobili s pomočjo vaših šol, in ti tam mladi so bili dejansko resnični prostovoljci, ambasadori, ki so širili to idejo, dajte pojte na volitve, dajte Evropa ni, daj ne bo Evropa sama po sebi. In ti mladi, vem, da večina se jih ni vključila to možnost, ki bi pisal, da bi bili naši prostovoljci. Tako da bi vas pozvala, da jih spomnite, da to naredijo, kaj mi bomo vsem tem, ki so sodelovali v tej kampanji, izdali tudi potrdilo. In to je ena dobra referenca, sploh za ta mlade. Ena dobra referenca, da so bili aktivno, so sodelovali pri, še enkrat ponavljam, to je institucionalna kampanja, apolitična kampanja. Tu ne govorimo o tem, koga naj grejo voliti, tu govorimo samo o tem, pojte, oddajte svoj glas. Ne. To, kar je bil recimo mladi v Veliki Britaniji še kako potrebovali pred prejšnjim referendumom, ne? Ker ravno njihovi glasovi so zmanjkali, da bi lahko ostali v Evropi. Tukaj bi jaz zaključila, sledil bo še pogovor o populizmu. No, ko sem že rekla, javno mnenje v Evropi je boljše kot kadarkoli v preteklosti, oziroma rečemo najboljše v zadnjih 35 let. Zgodil se nam je prvo, krize so za nami. Drugo, zgodil se je Trump, zgodil se je Brexit, to je bil neke vrste wake up call, streznitev. In ljudje so začeli spet verjeti v Evropo. Ampak hkrati pa je vedno več populistov. Ta val populistov je vedno močnejši, ali evroskeptikov, ki prihajajo v Evropo in Evropo znotraj razdirajo. In zato so te volitve še toliko bolj pomembne, da ne bodo dejansko tipi, ki bodo odločali o naši prihodnosti, ampak o tem bosta več spregovorila naslednja kolega. Tako da jaz bi tu zaključila, upam, da bomo dobro sodelovali. Z veseljem bomo bi se z vami malo poklepetala med kosilom, med pauzo po seminarju. Pa upam, da boste nas kaj povabili, da tudi bomo kaj tam na obisk. Hvala.